Koša folk in dobrodošli v nov YouTube video. Sem prišel oddati par naročil, ki je prišlo v zadnjih parih dneh od Forme Futurja. In zdaj se odpravljam v fitness, tako da čez enih 10-15 minut bom v fitnessu in začenjam današnji trening, push trening. Sem gledal, kateri trening zbrati za dati v ta video in sem videl, da push treninga še kar časa ni bilo na channelu, tako da je padlo skupaj najboljše, tako da danes nemam ta push trening, tisti z fokusom na prsa. Eno pikico se je ta trening spremenil, v smislu, da pač imam zdaj obdobje, v katerem mi ful paše Smith Machine. Glavni push movement bo Smith Machine namesto dumbbell pressa, incline dumbbell pressa. Malo klime pride prav, ki tle na obali je že poletje, bi se reklo. V glavnem ja, imam že 2 obroka v sebi. Zelo na hitro, če naredim recap, kaj se dogaja trenutno. Današnja jutranja kilaža 95,2, tako da od zadnjič padla, kilaža pada. Za zdaj je realistično vse po planu. Naslednji cilj je čez 2 tedna priti nekje do 93,5. Tako da ja, kot smo rekli, pač weight loss mora biti kar konkreten, še posebej v tem prvem obdobju prepa. Kalorije trenutno 3700 na dnevih s treningom in 3100 na rest dayse. Kardio pa je enak. Po današnjem treningu bom naredil 20 minut, ki je upper body trening, na rest dayse pa še vedno 30 minut, ne. Zdaj smo večinoma spremembe delali samo glede hrane, ker, kot sem rekel, je bilo full kalorij, full hrane, sem se hotel tudi malo rešiti. In zdaj mislim, da po vseh teh spremembah glede kalorij, bo naslednja sprememba glede kardija, ampak za zdaj še ni potrebna, ker se kilaža lepo premika navzdol. V glavnem ja, evo, kot sem rekel, grem jaz v fitness. Za začetek tega videa, kot vedno folk v tej seriji mi ful pomagajo lajki, ful mi pomaga, da interaktate s tem videom, lajki, komentarji, šeri in pa seveda to, da se subscribaš na YouTube channel, da se ta community še naprej širi in veča. Tako da, that's it, se vidimo v fitnessu. Evo, začenjamo trening, kot sem rekel, danes prsa. Se bomo mogli malo prilagoditi, ker je kar gužva v fitnessu, tako da prvi premik kot vedno za stranska ramena bom delal na tej mašini, ki ponavadi ne delam, ampak sem delal v preteklosti, tako da is good, to je to. Tukaj nič posebnega. One working set, lik da aktiviramo in potem gremo na premike za prsa. Let's go. Četrta vaja,
tretja za prsa. Ja, prvi znaki tega, da bo zelo težko zadržati moč, oziroma so že prvi znaki tega. Na tej mašini je bilo peak bulk, oziroma pač moč, ko je bila 4,5 na vsaki strani, tako da zdaj, ja, borba. Borba iz trening v trening. Tudi če je pač feeling v glavi, da ne grejo ponovitve, da ne bojo šle mogoče, treba. Sem imel zdaj debato, ali dam 3,5 ali dam 4. Let's go with 4, let's push and let's try to retain as much muscle as possible. Let's go. Gremo zdaj malo prekiniti vse te heavy potiske za prsa, ker če bi na primer zdaj šel na zadnjo vajo za prsa, ne bi dobil nič iz nje. Tako da gremo na ramena, na še drugo vajo za ramena, in sicer dumbbell lateral raise. Jih bom delal sede, da pač malo manj swingam, da je bolj kontrolirano, še malo manjša kilaža, in potem bomo šli še na zadnji premik za prsa, ki bojo bodyweight dipsi oziroma tisti assisted machine dipsi. Po treningu sem v fitnessu spil samo shake, eno merico tistih veganskih beljakovin, ki so tam. In evo, za prav obrok, delikatesa, goveji zrezki in pa riž. Tako da ja, tisto, kar sem govoril med treningom, je večinoma ful mentalna stvar. Kakorkoli pač, zdaj, verjetno večina vas, ki gleda ta video, niste v bodybuilding prepu in ne vem, verjetno interes nekaterih mogoče je, en dan pride do tega, verjamem pa, da večini pač ne. Ne glede na to, kakšni so tvoji cilji, če hočeš pač doseči 100% rezultat, ko govorimo o treningu, je ta mentaliteta znotraj treningov, ko pride do teh setov, ki so pomembni. Torej, kot jih jaz imenujem pač, oziroma zame so to delovni seti, working sets, switch mentality. Switch mentality, ko pride do teh setov, ko gledate mene, ko treniram, ko gledate Leota, ko treniram, ali kateregakoli nekoga, ki trenira tako malo bolj resno, v tem fitness, bodybuilding svetu, ko se začne ta set, je game face. Noben ne dela ta set, ker ne boš dosegel nič. Game face is on, ko je tisti delovni set, delaj. Delaj, crkni, če imaš za crkniti, ampak
pušaj se, kolikor le gre. To je stvar, ki se naučiš z izkušnjami, z tem, da pač poskušaš vedno več dvigati intenziteto, vedno več. Če imaš kakšnega dobrega trening partnerja, ki te pozna, s katerim se lahko puša ta in drugega, je potem lahko to ful pozitivno, kakorkoli. Ko priješ do te točke, da lahko res dvigaš intenziteto, boš videl, da bojo tvoji treningi začeli leteti, bo tvoj napredek začel leteti in je to realistično. Zdaj ja, jaz sem taki, zagovarja optimal trening, dobro formo, perfektno izvedbo, ampak potem je intenziteta. In intenziteta je faktor, ki bo določal od tistih, ki bojo napredovali full in tistih, ki bojo napredovali skoraj nič, da se jim ne bo videlo skoraj nič. Verjamem, sigurno v fitnessu, v katerem ti treniraš, so nekateri, ki trenirajo, že jih vidiš že par let in ne veš, so se spremenili, pač težko vidiš nek napredek, ker trenirajo vedno isto. In če boš delal vedno isto intenziteto, da se boš vedno pri istem naporu ustavil, ne bo nobenega napredka. Ko začneš čutiti to na bolečino, ko začneš čutiti malo bolj tenzijo na mišici, ko začneš čutiti, v ekstremnih primerih, da se ti začne vrteti, pač kakorkoli, ko začneš čutiti, da ti telo začne dajati vse te signale, da ustavi se, ti greš, ker to je nek obrambni mehanizem telesa, da se on ustavi, ker to je šok za telo in ti moraš spraviti telo v šok. Bolj kot boš spravil telo v šok, bo reakcija telesa to, da boš pač potem gradil več mišic. Seveda potem, če stisneš full na pedalo avta, moraš avtu dati dobro gorivo, in ko avto doseže neke določene obrate, moraš tudi malo te obrate znižati, da se malo ta avto spočije. Prehrana in regeneracija. Ok, folk, evo ga, s tem smo prišli tudi do konca današnjega videa, do konca današnje epizode. Kot vedno, like, share, comment, subscribe. V descriptionu, kot vedno, folk, imate vse moje linke. Na Gymbeamu trenutno poteka neka spomladanska razprodaja, tako da check it out, get some deals. Coaching application za vse tisti, ki vas zanima prijava na FMF Coaching v descriptionu in seveda FMF Shop za najboljša gymwear oblačila in the description also. To je to od mene, folk, za ta YouTube video in se vidimo naslednjo sredo ob 6 v novem YouTube videu. Peace.